Lepo pozdravljeni. Občina Sevnica v novembru praznuje svoj občinski praznik, ob čemer potekajo številne prireditve in dogodki. Osrednji je slavnostna seja, na kateri tradicionalno podelijo priznanja. Na slavnostni seji je občina Sevnica tudi letos podelila priznanja občanom in drugim posameznikom ter organizacijam, ki so pomembno prispevali k razvoju občine. Najvišje občinsko priznanje, grb občine Sevnica, je za 70 let uspešnega delovanja v kraju in širše prejela Lekarna Sevnica. Predvsem se trudimo na izobraževanju svojih farmacevtov, podpiramo jih na vseh področjih. Podprli imamo zdaj že tretjo kandidatko, ki dela specializacijo iz klinične farmacije in mislim, da je to tisto bistveno. V zdravstvenih domovih izvajajo farmakoterapijski pregled. To je storitev, ki jo omogoča ZZZS. Napotitev na to storitev je iz strani zdravnika in tukaj se pregleda vse zdravila, njihova medsebojna učinkovanja in stranske učinke. Poleg grba so podelili še 3 srebrne in 2 zlati plaketi. Slednjo je za doprinos k razvoju gospodarstva v občini prejelo tudi podjetje Chemcolor Sevnica. To je res zelo veliko, nam pomeni predvsem zato, ker je družba ta sredina spoznala, da delamo dobro na razvoju znanosti in širjenju proizvodov naših, ne samo po Sloveniji, Jugoslaviji in Evropi, ampak po celem svetu. Slavnostni govornik je bil minister za javno upravo Rudi Medved, ki se je dotaknil nekaterih aktualnih vprašanj, tudi povprečnine. To temo je izpostavil tudi župan občine Sevnica Srečko Ocvirk. Aktualno dogajanje v občinah je pod vtisom nekako prenizke povprečnine, ki ne pokriva vseh stroškov. To je vse slovenski problem. Vse občine se s tem ukvarjamo in izpostavljamo to našo težavo. Kajti potrebe v skupnosti so izredno velike in želja po razvoju ravno tako. V vsaki skupnosti se želimo napredovati, razvijati in povprečnina je tisti vir davčnih prihodkov odstopljenih od države, ki bi moral biti bistveno višji. Župan je dobro omenil problem povprečnine. Seveda, lahko bi mu odvrnil, lansko leto je bila, oziroma letos je povprečnina precej višja od lanskega leta in prihodnje leto bo precej višja od letos. Ampak ne bom tako odvrnil, ker tudi sam absolutno nisem zadovoljen z višino povprečnine in zelo dobro vem, da občine tudi s rekordno povprečnino v samostojni Sloveniji, kakršna bo prihodnje leto, težko shajajo oziroma bodo imele težave. Predvsem pri razvojnih projektih. Nekako za naložbe ostaja manj sredstev, izčrpujemo in nekako moramo izredno varčevati in težko zagotavljamo lastna sredstva za naložbe v evropske projekte. In tu je naša težava. Tudi za te projekte se moramo zadolževati, za razvojne projekte, kar pa je težko, kajti vračanje kreditov onemogoča potem nadaljnji razvoj v prihodnjih letih. Z višjo povprečnino bi tudi ta sredstva lahko zagotavljali za te razvojne projekte, ki jih moramo uresničiti za skladen razvoj, za gospodarski razvoj in družben razvoj. Mineva 100 let, odkar je bila v Sevnici ustanovljena splošna gospodarska zadruga. Gre za predhodnico Sevniške kmečke zadruge, ki združuje 148 članov in pokriva celotno območje Posavja. Ob 100-letnici zadružništva na Sevniškem so predstavili tudi knjigo zgodovinarja Oskarja Zorana Zeliča. Raziskovanje kreditnega in kmetijskega zadružništva na Sevniškem je bil zahteven projekt, saj o tem ni bilo napisanega skoraj nič. Ta tema je bila nepopisan list, so besede avtorja knjige ob 100-letnici zadružništva na Sevniškem, Oskarja Zorana Zeliča. Hranilništvo oziroma kreditno zadružništvo, ki opisuje prvi del knjige, je obravnava nastanek prvih hranilnic in posojilnic na Sevniškem, začenši z letom 1882 v Sevnici, potem pa tja do prve svetovne vojne se jih je pridružilo še 8,
po prvi svetovni vojni še ena, na kar so v času med svetovnima vojnama nastale oziroma bile ustanovljene prve zadruge z področja kmetijstva, začenši z splošno gospodarsko zadrugo v Sevnici, ki je pravna predhodnica sedanje kmečke zadruge Sevnica. Kot pove Zelič, knjiga ob 100-letnici zadružništva na Sevniškem v nadaljevanju obravnava ustanovitev kmetijskih društev in zadrug v Šentjanžu, Tržišču, strojne zadruge v Krmelju ter pašniških in gozdnih zadrug v Sevnici, Boštanju in na Studencu. Čas po drugi svetovni vojni, vemo, je bil zelo buren, sploh prvo desetletje. Na Sevniškem je bilo v tem času ustanovljenih kar 35 različnih zadrug z področja kmetijstva, tako nabavno-prodajne, splošno-kmetijske, živinorejske in pa kmetijsko-obdelovalne zadruge. Te so bile največkrat premajhne in neživljenjske, zaradi tega so jih začeli ukinjati in priključevati k večjim zadrugam. Od leta 1965 je bila v Sevnici samo še ena zadruga, kmetijska zadruga Zasavje Sevnica. Kmalu se je nato preoblikovala v kombinat, v začetku 90-ih let pa so spremenjene družbeno-politične razmere pripeljale do odcepitve temeljnega obrata s kooperacijo pri takratnem kmetijskem kombinatu Sevnica in ustanovitve sedanje kmečke zadruge Sevnica. Sevniška zadruga je resnično prava zadruga, delujemo na vseh področjih, zadružništva skratka odkup kmetijskih pridelkov, živine, mleka, lesa, kar nas dela kot prava zadruga, je pa tudi to, da predelujemo v meso, mesne izdelke, grajske mesnine so poznane širom Slovenije. Mislim, da je naša usmeritev v tradicionalne produkte, se pravi sol, poper, dim in veliko truda prava, to kupec išče, kupec je začel to ceniti in zadnjih nekaj let vsako leto dosežemo kar značilno rast na področju izdelkov. Zadnja 4 leta poslujejo pozitivno. Zorjančič ocenjuje, da je panoga zelo zahtevna. Posebej z blokado ruskega trga je na evropskem trgu višek mesa, kar doživljajo kupci informirani v zadnjem času z tudi manj kvalitetno robo. Tukaj pa mislim, da je naša prednost, ker nam kupci zaupajo, vejo, da odkupujemo meso lokalnih rejcev, živali, goveda vzrejena na Posavskem, prašiči ravno tako in tu mislim, da bomo v prihodnjem obdobju lahko dosegli neko normalno rentabilnost. Kmečka zadruga Sevnica, ki ima letnega prometa 21 milijonov evrov, se na nabavno-prodajnem področju povezuje tudi z okoliškimi zadrugami. Med drugim je vključeno v pred 3 leti ustanovljen nabavni konzorcij K10. Sevniški atleti so ob izgradnji hidroelektrarne Blanca v Stari Sevnici med železnico in Savo pri današnjem parku in fitnesu na prostem ostali brez atletskega vadbišča. Vse od leta 2013 tečejo aktivnosti za izgradnjo primernega športnega objekta za vse Sevničane in tako so lani na območju športno-rekreacijskega centra pri bazenu in teniških igriščih stekla pripravljalna dela v sklopu priprave na projekt izgradnje atletskega stadiona. Stabilizacija terena na delu bodočega stadiona ni dala pričakovanih rezultatov. V kateri fazi je projekt zdaj, pa v naslednjih minutah. V Sevnici so lani stekla pripravljalna dela v sklopu priprave na projekt izgradnje atletskega stadiona, ki bo skladno z občinskim podrobnim prostorskim načrtom umeščen na lokaciji ob že zgrajenih športnih objektih. A ker je del terena močvirnat, se spopadajo s težavami, saj je prišlo tudi do plazenja. Najlažje se izogneš težavam, da ne vstopiš v projekt oziroma da projekta ne pričneš, vendar na tak način sam ne rešujem težav. Da bo projekt stadion zahteven, so opozarjali že pred desetletjem oziroma v letih 2008 in 2009. Vendar to nas zagotovo ne bo ustavilo. Stadion je potreben projekt, finančno zahteven objekt, tudi če ne bi prišlo do te splazitve brežine, bi bil to izredno zahteven objekt. Dodatna stabilizacija te brežine ne bo drastično povečala stroškov gradnje, pravi Ocvirk. Tako velik in potreben objekt pa je bilo vsem jasno, da ne bo zaključen v enem proračunskem letu in to izključno iz občinskih sredstev, kajti do sedaj je samo občinski proračun bil tisti, ki je financiral projekt. In kje smo danes? Kot pravi župan, ta trenutek tečejo dodatne geološke raziskave na tem delu stadiona. Zato, da bo končna
končna rešitev lahko pripravljena v nekaj mesecih in potem se lahko odločamo nadalje o ureditvi tega objekta. Če bi tako hitro obupali pri gradnji bazena, ki je na podobnem zemljišču in se je gradil ob podobnih težavah, bazen ne bi bil zgrajen že preko 30 let in ne bi 30 let že služil. Zato verjamem, da bo tudi stadion kot pomemben objekt, potreben objekt v prihodnjih letih tudi urejen in realiziran. Projekt izgradnje atletskega stadiona v Sevnici je projekt izgradnje še edinega manjkajočega športnega objekta in bo največja investicija občine na področju športa. Za izvedbo naložbe je občina Sevnica od leta 2007 do leta 2014 odkupila 3 hektarje zemljišč z 2 stanovanjskima objektoma. Župan občine Krško je čestital odličnim osnovnošolcem Teji, Dinu in Alekseju, ki so na mednarodnem tekmovanju v hitrostnem računanju v Dubaju osvojili 3 pokale. Otroci Krškega Brain-Brain centra se že več let zapored redno udeležujejo mednarodnih tekmovanj v hitrostnem računanju. Na tekmovanju je sodelovalo več kot 2000 otrok iz 16 držav, od tega 8 tekmovalcev iz Slovenije s 3 Krčani. V Dubaj so letos potovali 3. Prvo leto Ledin, drugo leto se mu je pridružila še Teja, letos pa še Aleksej. Kaj držiš v roki? Pokal, ki sem ga dosegel v Dubaju, ki je znano mesto, ki ima največjo stavbo Burj Khalifa. Teja, ti si pa drugo leto tekmovala, ne? Ja, sem zadovoljna, ker sem tudi lani dobila zlato medaljo. Aleksej, ki je prav tako osvojil pokal, je predstavil potek tekmovanja. Jaz sem imel kategorijo D2 in smo šli pol v dvorano. 1 uro smo čakali, da nas umirijo, da se umirimo, da bomo lahko pisali test. Kasneje smo pisali test, potem smo šli ven, smo nekaj časa počakali, ob 4 je bilo pa podelitev. Priprave doma sem vadila po 2-3 pole na dan, pomnije pa mami račune preverila, pa sem videla, kako izračunam. Konkurenca je bila velika. 7-letni Din je namreč tekmoval v isti kategoriji kot na primer 9-letniki. Test je velik izziv za otroke, saj imajo na voljo le 3 minute, v katerih morajo izračunati čim več računov. Mlade tekmovalce so sicer spodbujali tudi učitelji in sošolci. Vsak dan mi je učiteljica poslala slikice in jaz tudi njim in ful se moram zahvaliti učiteljici Heleni Brškovič. Brain-Brainovce je po uspešnem tekmovanju sprejel župan občine Krško. Ja, gre za tekmovanje, ki je zdaj že tradicionalno. Jaz moram reči, da tudi me veseli, da so otroci iz krškega okolja oziroma iz občine Krško vedno tako uspešni. To je seveda plod dolgotrajnega dela, trdega dela. Zelo poveseli dejstvo, da so to zelo, še majhni otroci, v bistvu so komaj vstopili v svet znanosti, svet šole, pa so že dosegali take rezultate. To je pravzaprav vredno vseh pohvali in seveda tudi z moje strani čestitke tako staršem kot otrokom in seveda tudi mentorici, ki je dala veliko znanja prenesla na njih, da so pravzaprav sploh osvojili tehnike, s katerimi uspevajo računati tako hitro in tako uspešno. Brain-Brain je sicer svetovno znana ustanova za izobraževanje otrok, ki že 16 let pomaga otrokom razviti njihove potenciale, ki jih klasično šolstvo običajno pušča ob strani. V nadaljevanju sledi nekaj kratkih vesti. V petek sta Kmečka zadruga Krško in družba Kostak pod grajskimi oboki kleti Krško gostili že 13. martinovanje, ki ga tradicionalno prirejata za poslovne partnerje, predstavnike občin in drugih organizacij ter sodelavce. Prijetno neformalno srečanje so tudi letos pospremili z glasbo, dobrodelnostjo in blagoslovom mladega vina. Druženje ob Martinovem ima že tradicionalno tudi dobrodelno noto. Družba Kostak in Kmečka zadruga Krško sta v okviru letošnjega dogodka z donacijo v višini 500 evrov razveselila društvo Sožitje Krško. V imenu društva za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju je donacijo prevzel predsednik Bojan Cizelj. Poleg donacije pa je Miljenko Muha v imenu družbe Kostak društvu Sožitje predal tudi podpisane vratarske rokavice Jana Oblaka. Minuli vikend so se člani športnega društva Plavalček udeležili tekmovanja v paraplavanju Sarajevo Open.
Tekmovalo je 90 športnikov invalidov iz 7 držav. Plavalčki so bili zelo uspešni, saj so priplavali kar 10 kolajn. Jan Šlogar je na 50 metrov prsno, prosto in hrbtno osvojil 3. mesto. Miha Pavlič na 100 metrov prsno in 100 metrov prosto 2. mesto, na 50 metrov prosto pa 3. mesto. Rok Slapšak je osvojil 3. mesto na 50 metrov delfin, prosto in prsno, Maj Režman pa je na 100 metrov prsno osvojil 2. mesto. Na 21. mednarodnem karate turnirju v Poreču, kjer je nastopilo 300 tekmovalcev iz 40 klubov iz 4 držav, so mladi karateisti uspešno zastopali barve kluba borilnih veščin Sevnica. S pravo mero borbenosti in vztrajnosti so se v športnih borbah na zmagovalne stopničke zavihteli 4-krat, žal pa ostali brez najžlahtnejše zlate medalje. Članica šahovskega kluba Triglav Krško Larisa Kuhar se je v Turčiji udeležila svetovne šahovske olimpijade za mlade do 16 let. Igrala je v odprti konkurenci na drugi šahovski plošči v ekipi, kjer so igrali na 4 šahovskih ploščah. V močni tekmovalni konkurenci na drugi plošči je osvojila 3 točke od možnih 9, kar je zelo lep rezultat. Zdaj pa na Studenec, kjer je na Martinovo soboto potekalo tradicionalno že 20. martinovanje v organizaciji tamkajšnjega društva vinogradnikov. Društvo vinogradnikov Studenec je že 20. zapored pripravilo prireditev Martinovanja na Studencu. Dogajanje se je začelo s tradicionalno povorko, na kateri so vinogradniki svoje vozove tematsko obarvali. Zdaj tle imamo pripravljena dela doge iz hrastovega lesa, potem naprej se v sodu se kur, od sončnega zmaka, da se stisne sod, tle pa že delate obroče, pa se obroče nabije gor. Ja, danes imamo pestro ponudbo kmečkih del. Mi predstavljamo pravzaprav Likov. Likov je dogodek v vinogradu, ko se zaključijo dela. Lahko je to od spomladi, od rezatve, od vezave naprej, pa vse do trgatve. Ko se trgatev zaključi, je pa tisti zadnji Likov v vinogradu in takrat se seveda takole zberemo ob lepo obloženi mizi, pojemo, spijemo, predebatiramo, kakšna letina je bila, kako bomo to skletarili. Prodaja vina je bolj slaba in mladina bi kar vinograde ali pa trte posekala. Mi malo starejši se pa temu upiramo in to smo tudi predstavili, da je tako nekako smo mi starejši zmagali in trte ohranili. Da mladi se bojo pa navadili malo delati, pa en z drugim pa bo šla tradicija vinogradništva pri nas naprej. Martinovanje so na Studencu pripravili že 20. leto zapored, v tej obliki pa od leta 2007. Vedno imamo na začetku povorka nekje 150 do 200 članov našega društva, iz sosednje društva se te povorke udeleži, prikažejo stare običaje, pač da ne izumrejo. Martinovanje na Studencu je sicer del prizadevanj za promocijo in prepoznavnost tega območja in njegove tradicije. Prireditev je tako tudi letos privabila veliko število ljubiteljev dobre kapljice in okusnih domačih jedi, saj so znova pripravili zdenško kuhno. Ki jo zdaj pripravljamo že 6-7 leto. Letos imamo aktive iz celega Posavja. Pripravili smo žajbljo štrudel, pa palačinke z pomarančno marmelado. Imamo rdeče zelje, pa kruhovec moke, pa prekajeno kračo. Mi smo pripravili zelenjavno juho, pa palačinke. Imamo pa še štrudel, pa tole kifličke. Pripravili smo dimljene rebre s trebuševino. Se pravi, rebre so se pekle počasi, na nizki temperaturi od 100 do 120 stopinj, hkrati smo dodajali dim, na koncu pa smo premazali še z domačo barbecue omako. Sledile so še vinogradniške igre in kulturni program s podelitvijo priznanj. Med povabljenimi gosti sta bila cvičkova princesa Simona Petretič ter župan Srečko Ocvirk. Zdi se mi zelo lepo, da se ohranja ta običaj, kot je martinovanje. Res, da se ljudje zberejo, da kaj poklepetajo, kakšna je bila letina, ter da vsi s pozitivnostjo razmišljamo naprej za prihodnost. Tako da zelo lepo tukaj na Studenci, ta povorka, res wow. Vinogradniška društva nasploh veliko pripomorjejo k strokovnem delu v vinogradništvu, v vinarstvu, sedaj čedalje bolj tudi v kulinariki in turistični ponudbi. In vinogradniško društvo Studenec je tukaj zelo močno. Njihova najpomembnejša prireditev, martinovanje na Studencu, je zelo močna prireditev, velika prireditev, ki
ki obeležuje ta praznik, velik praznik, ne samo praznik vina, ampak nekako zaključek leta, konec leta, ko se veselimo in smo zadovoljni nad pridelki v vinogradu, na njivah, na polju, v sadovnjakih. Člani Društva vinogradnikov Studenec so letos, kot vsako leto, izvedli nekaj projektov. Letos smo zaključili opremljanje naše kleti. Smo res, imamo svoje prostore, nam bi tem pomagala občina, krajevna skupnost. Največ poudarka pa bodo v Društvu vinogradnikov Studenec tudi v prihodnje namenjali strokovnim izobraževanjem in dvigu kakovosti domačih vin. Nadaljujemo v galeriji Krško, kjer so nedavno odprli razstavo postelja vizualne umetnice Nataše Skušek, ki je po temeljni izobrazbi kiparka, vendar v svojem umetniškem ustvarjanju prehaja med različnimi mediji in praksami. Nataša Skušek je vizualna umetnica srednje generacije, ki je v slovenskem umetnostnem prostoru že uveljavljena. Občasno razstavlja tudi v tujini. Po temeljni izobrazbi je kiparka, vendar v svojem umetniškem ustvarjanju prehaja med različnimi mediji in praksami. Tako deluje v grafiki, fotografiji, performansu, inštalacijah in intervencijah v prostor. Postavitev v galeriji Krško je sestavljena iz 3 delov in ima naslov Postelja. In tudi glavni objekt in tudi sredstvo za interpretacijo je lesena postelja v prostoru nekdanjega presbiterija. Ključ do branja te postavitve so izvezene zgodbice v rjuho. Gre za na prvi pogled erotične zgodbice. Pri poglobljenem branju pa ugotovimo, da v bistvu govorijo o osamljenosti, hrepenenju, zmožnosti in nezmožnosti udejanjenja nekega intimnega odnosa. Instalacijo dopolnjujeta 2 ločena dela. Kjer imamo na eni strani podstavek z skledo z vodo, vrčem in brisačo, na drugi strani pa imamo eno čašo z rdečim vinom. Tudi postelja je pripravljena samo za enega, z eno blazino in eno odejo. Torej, kot sem rekla, na prvi pogled govori razstava, lahko beremo razstavo kot neko ljubezensko gnezdice, a v bistvu vsi ti elementi pa nam govorijo, da gre v bistvu za samsko stanovanje, kjer je v bistvu vse pripravljeno za enega človeka in tudi v bistvu te zgodbice nam v bistvu razkrijejo, da gre v bistvu za sanjarjenje o nekem odnosu. Torej, razstava v bistvu govori o osamljenosti in odtujenosti posameznika v današnji družbi in predvsem o nezmožnosti v bistvu ustvarjanja globljejših, odgovornejših odnosov med seboj. Postavitev je zasnovana posebej za prostore galerije Krško. Tako kot so kar vse razstave v zadnjem času, so pripravljene z mislijo na ta prostor, kot vemo, je pač majčkeno drugačna, seveda je to kompleksnejša arhitektura, zato se v bistvu vse razstave se pripravljajo konkretno za ta prostor. Nataša Skušek se v svojem delu sicer osredotoča na raziskovanje temeljnih postavk kulturne paradigme zahodnega človeka. Njene teme se navezujejo na reprodukcijo, ukvarja se z samo uresničitvijo ženske v tej družbi in kulturi. Veliko njenih projektov se navezuje na materinstvo in v bistvu druga ženska vprašanja. Razstava je v galeriji Krško na ogled še vse do 9. februarja. V Kostanjevici na Krki oziroma Lamutovem likovnem salonu je na ogled razstava Matjaža Gederja Na krilih. Geder se na razstavi predstavlja z najnovejšimi grafikami, izvedenimi v tehniki monoprinta, unikatnimi deli, ki brišejo ločnico med slikarskim in grafičnim izrazom. Zemljevid umetnikovih premišljevanj, ki se pred nami razprostirajo na pokrajini grafičnega lista, je širok, saj Gederja zanimajo sodobne družbene teme in krize časa, v katerem živimo. V Lamutovem likovnem salonu se nam zdaj predstavlja z grafičnimi deli, ki so nastala v zadnjih 2 letih in sicer v tehniki monoprinta. In v bistvu monoprint je pa tehnika, ki dovoljuje samo en odtis, torej so ta dela s svojo unikatnostjo nekje na meji med slikarskim in grafičnim izrazom. Matjaž Geder je sicer zaposlen kot likovni pedagog na murskosoboški osnovni šoli in vez, ki jo ima z mladimi, ki jih poučuje, se močno odraža tudi na njegovih grafičnih delih. Tako lahko vidimo zelo veliko motivov iz šolskega sveta, kot so kakšne štampilke, ravnila, zelena barva šolskih tabel in seveda tudi
tudi popisane in porisane šolske mize, ki tvorijo najpogostejše ozadje umetnikovih grafik. In v teh porisanih in popisanih šolskih mizah umetnik, kot tudi obiskovalci, potem nekako lahko prepoznavamo tudi ta čustveni doživljajski svet mladostnikov, njihovih hrepenenj, zanimanj, hotenj. To predstavlja prvi vsebinski sklop njegovih del, medtem ko drugi vsebinski tok predstavljajo motivi, ki nosijo sporočilo o globokih duševnih stiskah in epidemiji pomirjeval in antidepresivov, ki jih za normalno funkcioniranje v disfunkcionalnem svetu potrebuje vse več ljudi, predvsem mladih. Tako lahko na veliko njegovih delih vidimo odtise ovojev teh psihofarmakoloških tablet. Ravno tako pa je prisotno na tej letošnji razstavi tudi motiv papirnatih letal, ki jih vidimo tako na njegovih grafikah, ki pa jih je tokrat umetnik postavil tudi v sam razstaviščni prostor. Izdelal jih je iz papirja, iztrganega iz šolskih zvezkov. Kot res nek tak igriv element iz šolskega sveta, ki pa jih je seveda potiskal potem s temi ovoji psihofarmakoloških tablet in jih na nek način v simbolnem pomenu povzdignil ali pa spremenil v narekovajih v bombnike, ki v bistvu na nas namesto bomb spuščajo tablete. Ravno papirnata letala so bila navdih za sam naslov razstave Na krilih, ki obenem označuje tako mladostniško zanesenost in prestopanje mej, kot tudi željo po preseganju konfliktov in let domišljije. Razstava je na ogled do sredine decembra. Za konec pogledajmo še pregled najbolj branih novic minulega tedna na spletnem portalu eposavje.com. Spoštovani gledalci in gledalke, to je vse, kar smo za vas pripravili ta teden. Vabljeni k ogledu Posavskega tednika tudi prihodnji torek. Do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.